Pozdravljeni. Od srede do srede je ime rubrike. Smo v visokem poletju in pri dilemu, kaj je pravzaprav tema tedna. Pravzaprav nismo v dilemi. Tema tedna ostaja enaka kot prejšnji teden in prejšnji teden smo se odločili, da ne bomo govorili o problemih katoliške cerkve oziroma o nadškofu Uranu. Ta teden so se zadeve zaostrile. Še naprej o tem ne bomo govorili in vztrajamo pravzaprav na tezi, da gre za interno zadevo cerkve, ki naj jo reši po svojih lastnih zakonitostih, razen v toliko, kolikor se bo stvar prepletala za družbeno situacijo. Z družbeno situacijo se pravzaprav prepleta predvsem na ta način, da preiskujemo, koliko je slovenska družba vpeta v neka tradicionalna razmerja in katoliška cerkev definitivno je del tradicionalnih razmerij slovenske družbe, predvsem v osi predmodernost, modernost in tako naprej. In pri tem bomo ostali namreč pri ugotovitvi, da v bistvu se je zgodil ta obrat, suverenostni obrat, če tako rečemo, da je red v tej instituciji in v tem polju družbe pravzaprav začel delati Vatikan, to se pravi nek zunanji dejavnik, ki kaže na nekaj zelo sorodnega, kot je to, kar se dogaja v Sloveniji. Namreč bonitetne ocene je spet znižal za slovenske banke in pa za slovenska podjetja nek zunanji dejavnik in prišli smo do kritične meje, po kateri strokovnjaki ugotavljajo, da ne bo več pravega povratka, da se bomo naselili v nekem nesigurnem območju, ki bo bistveno vplival na našo ekonomsko suverenost, posledično seveda na našo družbeno in pa na našo politično suverenost. Državna suverenost je na nek način zavarovana po evropskih institucijah, dokler bodo te še imele seveda vpliv. In temeljno vprašanje je, kaj se je zgodilo, kaj botruje temu velikemu obratu, da smo od dežele, države, družbe, ki je v bistvu vlekla poteze, ki je v bistvu vedela, kaj hoče, na nek način po različnih stranpoteh sicer vendarle prihaja do nekega cilja, do neke družbene kohezivnosti, če hočete. Kaj se je torej zgodilo? Je lahko samo neka ekonomska kriza sprožila tak velik obrat v glavah ljudi in na koncu v drži družbe, da so se začeli proizvajati že, se pravi, da so se začela odpirati že moralna vprašanja. Zato so v bistvu tako dragoceni ljudje oziroma dragocene pobude, ki skušajo povedati, kaj v danih razmerah sploh lahko storimo. Tisto, kar je bilo opaženo, kar je opaziti in kar gre pohvaliti, je bila pobuda Jožeta P. Damjana, ki je predlagal, za razliko od poslancev, ki še naprej ležijo na plažah in ne delajo kaj posebnega, zlasti kaj dosti koristnega, predlagal je novi slovenski deal, New Deal za Slovenijo. In to zelo kategorično pravi, to, kar ponavljamo tudi sami, če ne bomo ukrepali takoj in če ne bomo ukrepali zelo intenzivno, zelo prepričljivo in navzven precej enotno, potem si bomo zapravili pozicijo, ki smo jo imeli in je zlepa več, oziroma jo bomo zelo težko pridobili nazaj. Temeljne konture New Deala, kakor jih predlaga Jože P. Damjan, pa so, da je preprosto treba vstopiti v 3 stebre. Prvi je sanacija bank in sicer ne po dolgem počez in na breme javnega dolga, vendar selektivno, naprimer v največji meri v Ljubljanski banki, z dobrim premislekom, z politično enotnostjo in z zelo jasnim sporočilom, to je treba storiti in to je treba storiti takoj, načrt pa je treba imeti do jeseni. In drugi steber je v zagotavljanju gospodarske rasti, torej v spodbujanju podjetij z davčnimi olajšavami in skratka z jasnimi signali, da podjetja, ki hočejo delati, lahko delajo, da podjetja, ki hočejo zaganjati gospodarstvo, naj vendar to storijo. In tretji steber, kot ga predlaga, pa je preprosto v velikih javnih delih oziroma tam, kjer država lahko intervenira v poslih in dejavnosti, v infrastrukturo, skratka nekaj, kar je Slovenija že počela preko propadlih gradbenih podjetij, ki so se izkazala tudi za turišča, centre politične in pa siceršnje korupcije. Ti 3 stebri povezani v neko zgodbo bi pokazali navzven, da Slovenija vendarle kreira neko zgodbo, da kreira svojo prihodnost, da vstopa v neko popolnoma novo obdobje, ki ni ponovitev starega obdobja, ker to pač ni več mogoče, ampak je evakuacija pač naših energij, naše pripravljenosti za to, da državo vzamemo v svoje roke in iz nje nekaj naredimo. Skratka,
da ne vstopimo v grški scenarij na področju gospodarstva seveda. Ali vstopamo v grški scenarij na področju javne morale oziroma družbenih drž. To pa je seveda drugo vprašanje, ki se razvija vzporedno z tradicionalnimi stebri, kot so politika, cerkev, skratka tam, kjer so bile v Sloveniji torišča moči, tam, kjer so bile torišča ideoloških zgodb in kjer so bile tudi torišča produkcije nekega smisla, bodisi verovanskega, bodisi nacionalnega smisla. Vse te zadeve so zdaj v krizi, naj se te zadeve, kar se cerkve tiče, razrešujejo po lastnih zakonitostih institucije. Mislim, da se bo še pokazalo marsikaj, mislim, da bo zadeva še zelo glasna in da to, kar se dogaja z nadškofom Uranom, ni zadnja beseda. Na vsak način pa vroča jesen prinaša velik politični vprašaj oziroma potencialni pretres, zato ker slovenska vlada bo morala narediti nek kvalitativen preskok in osebno nisem prepričan, da ga je zmožna. Videli bomo, kaj bo, vendar v nadaljevanju zaenkrat se od vas poslavljam za kakšna 2 tedna, mislim, da bo čez kakšna 2 tedna štafeto prevzel Ali, skratka Ali, ki bo prišel, potem čez kakšne 4 tedne bo pa že spet v Paru.